Za mano so 4 dolgi delovni dnevi, pred mano pa 3, verjamem, da fantastični v slovenskih gorah, v Jolicih na dolino reke Soče. Čeprav sem delal do polnoči, sem ostal pred 4. zjutraj, da sem zdaj malo po 6. uri že v Tolminskih ravnah. To je zaselek nad Tolminom, kjer je pred stoletjem živelo še skoraj 100 ljudi, danes jih manj kot 10. Ja, ni čudno, do sem pelje, sicer asfaltirana, ampak 12-kilometrska zelo zavita, ozka, prepadna cesta. Imajo pa tu lepo urejeno parkirišče za planince. Destinacije za večino hribovcev tu sta 2, planina Razor ter Tolminski Kuk. Sam bom skušal obiskati obe na krožni turi, najprej v smeri planine Kal proti Migovcu ter Kuku. In za dobro jutro, pozdrav posličkov. Prvič se potepam na Tolminskimi ravnami in zaenkrat sem navdušen. Ura vzpona je za mano, dobrih 400 višincev, zadnji del po strmejši kravji poti v smeri planine Kal, tek pred planino pa sem zavil po lepo pokošeni potki levo navzgor na prvi današnji vrh, na Javor, kjer se mi je odprl lep pogled navzdol v smeri Tolmina, torej na dolino Soče. V smeri juga pa je še en zanimiv travnat vrh Kobilja glava. Vidim tudi že Migavc ter ta greben Tolminsko-Bohinjskih gora proti najvišjemu vrhu, le tega sem danes namenjen. Wow, kakšen fantastičen pogled se mi je odprl tu z planine Kal. Grem lahko že kar v dolino, dovolj sem videl za danes. Tamle je Krn, Batognica, Peski, Rdeči rob pa planina Sleme. Junija sem se potikal na teh tolminskih planinah z Javorca gor po samotni poti do planine Sleme. Zdaj pa sem torej tu na Kalu pod Migavcem, na katerega se bom povzpel in nato nadaljeval proti Kuku. Sicer sem spodaj tam z Javorja najprej malo zašel, moral bi se držati strogo desno, sem šel pa par metrov naprej in tam je bil razcep levo Čadrk, desno Kal in sem se držal desno, oziroma šel naravnost proti Lavski koči. No, tisto je napačno, že nekaj metrov prej je treba iti desno in tam se vrneš na Mulatjero proti planini Kal. Migavcu pravijo tudi Votla gora, ker je spodaj toliko kilometrov jam in brezan. Tu po vrhu vidimo tudi številne škraplje. 1000 višinskih metrov je za mano, nima sicer 2000 metrov. Tale vrh nad Tolminom, nad dolino Soče na eni strani, na drugi strani pa je ta greben Tolminsko-Bohinjskih gora. Krnensko pogorje ima že kapo
Tudi na Kuku so se zdaj začele nabirati meglice, tako da očitno ne bom pravočasen. Do planine Kal mi je vzelo 1,5 ure, manj kot 600 višincev je, od tam pa po tej ozki mulatjeri, ki ni prestrma, še 1 uro zložnega vzpona, pot pa tehnično ni zahtevna. Tminski Kuk, 2086 metrov, še uro mi je vzel tale zadnji del vzpona z Migovca. Že vse od planine Kal pot ni markirana, ampak je brez težav sledljiva do Migovca po taki lepi mulatjeri. Od Migovca pa to do vrha, pa potem kamnito travnatem južnem pobočju in nekaj rdečih črt narisanih po skalah, pa nekaj možicev. No, predvsem pa je ogromno planik, res prav neverjetno, kako lepo bi šel nazaj kar po isti poti, ampak je ideja, da se spustim do planine Razor. Kuk, najvišji vrh tu okoli in pa izjemen razglednik. No, žal sem zdaj izgubljen v megli. Za hip sta se mi sicer pokazala Komna ter Triglav. Čakam, da se meglice razkadijo, vsaj ni premrzlo, ker sem in tja pogledajo sončni žarki, ampak za hip sem ozrl samo zeleni vrh in podrto goro, pod tema dvema, pod tem robom Tolminsko-Bohinjskih gora bom nadaljeval turo proti planini Razor. Pod mano je Komna, tudi s planinskim domom. Za hip sem ozrl Pršivec, kjer sem nedavno bil, v smeri zahoda pa je Krnsko pogorje. Tudi na Krn sem se povzpel iz Drežnice prejšnji mesec. Poglejte tudi te videe na mojem kanalu. Ko sem se spustil s Kuka, so se megle vse za nekaj minut razkadile in sem se dvignil zato še na zeleni vrh, da sem ga lepše videl, sploh to mogočno severno steno tu nad Komno. Odprl se mi je pogled tudi proti dolini Triglavskih jezer, na levi strani je Špiči, na desni Tičarice, ti kopasti oblaki pa so tudi nad Triglavom in sosednjimi hribi. Sestopam pod grebenom Tolminskih gora, precej gruščnato in pa kamnito, tako da je treba malo paziti, se je bolj izpostavljeno in pa vedno bolj megleno. Megla se spušča in ko sem že mislil, da ne bo več razgledal, pa je tule na sedlu pod vrhom nad Škrbino se odprlo nad Bohinjsko jezero. Wow. Tule z leve strani pride pot s Komne, sam bom nadaljeval desno navzdol proti planini Razor.
Krog je sklenjen, nazaj na Tolminskih ravnah sem, za mano je dobrih 16 km, 1300 višincev, tudi sestop je bil kar dolg, daljši od vzpona, če se gre navzdol torej Zelenega vrha do Škrbine in pod Škrbino. Ti se del tudi tehnično malce bolj neugoden, tako da če takšnega materiala oziroma terena ne marate, potem raje navzdol po isti poti. Sicer pa se lahko naredi tule nad Ravnami tudi krajše ture, prav tako odlične. Samo do Kala in dol, do Migovca in dol, do Kuka in dol, ali pa denimo do Kala in pod Migovcem do Razorja in potem sestop z Razorja. Če vam bila tura všeč, stisnite kakšen like, zapišite komentar, kmalu pa sledijo nove pohodniške avanture tu nad dolino reke Soče.